Že tukaj Valentin, ura je 13. Danes bom še majčkeno spregovoril o prehrani. V naši družbi obstajajo določene skupine, ki se združujejo tudi glede na to, kakšne imajo prehranske navade. In glede tega predvsem izstopajo vegetarijanci, še bolj pa vegani. Taki ljudje, ki samega sebe označujejo z etiketo vegetarijanec ali veganec, si kratijo običajno pravico, da se imajo za nekaj bolj pomembnega, več vrednega, kot od ljudi, ki jedo meso. Veganstvo naj bi bil izraz sočutja do živali, čeprav beseda veganstvo označuje samo določeno izbiro glede jedenja vrste hrane, se nekateri identificirajo z veganizmom kot z aktivizmom za pravice živali. In tukaj potem pride do zmešnjave, ker potem ljudje, ki so recimo vegani, druge kritizirajo, ki niso vegani, češ da niso etični. Da če hočeš biti etičen in če hočeš izboljšati stvari na svetu, moraš obvezno postati vegan. Če nisi vegan ali si vegetarijanec, si hudobnež in zločinec. Kar se taki ljudje ne zavedajo, je to, da s takim odnosom še bistveno bolj povzročajo nasilje in trpljenje na tem svetu kot katerikoli mesojedec. Zakaj? Zato, ker se ti ljudje, ki tako ravnajo, ne zavedajo, kaj pomeni pravzaprav hranjenje, kako so se razvile prehranske navade, še posebej pa to, da hrana ni samo navada, ampak je predprogramiran konstrukt, na katerega ima vsak posameznik samo določen vpliv lahko. Večinoma pa smo vsi spodvrženi nekemu predprogramiranju iz strani določenih bitij, ki so sodelovala pri kreiranju in reprogramiranju človeškega fizičnega telesa. Nekdaj nikomur ni bilo potrebno jesti na tak način, kot jemo sedaj. Potem pa se je namenoma ustvarila določena oblika teles in se sprogramirala tako, da telesa potrebujejo jesti trdo fizično hrano in torej posledično telesa drugih živih bitij, zato da bi se ustvaril določen sistem eksistenčnega suženjstva. Vsako telo potrebuje določeno vrste hrano, določene snovi, če hoče optimalno funkcionirati. Ljudje, človeška telesa niso vsa narejena enako na enak način, ampak se je vsako posameznikovo telo
zelo specifično glede tega, kakšno hrano potrebuje. Nekaterim lahko uspe preiti na vegetarijansko hrano ali na vegansko, ker je njihovo telo na ta način predprogramirano. Nekaterim pa ne. In ideja, da bojo problemi na svetu zginili enostavno, če bomo vsi postali vegani, je velika iluzija in sprenevedanje. Kajti tisto, kar je za nekoga hrana, je lahko za drugega strup. Obstajajo tudi pranojedci, torej ljudje, ki lahko živijo enostavno z dihanjem. Zrak je možno tudi programirati tako, da postane za nekoga hrana. Ampak ta programiranja so bila namenoma ustvarjena zato, da se doseže določen rezultat prehranjevalnih navad samo pri določeni manjši skupini ljudi, zato da bi se ustvarjal dodaten konflikt na tem svetu. Potrebno se je torej zavedati, da ni pomembno to, na kakšen način se kdo prehranjuje, temveč, da se naprej osvobodimo prepričanj, ki nas med seboj razdvajajo. Kakršnihkoli ideologij, idealov, verstev, prepričanj. Če je za nekoga veganstvo religija in najvišja stopnja evolucije človeka, je to zelo zgrešen pogled. Najprej je prioriteta na tem svetu, da se osvobodimo uma, da postanemo notranje čustveno stabilni, da prenehamo ustvarjati konflikt v nas samih in med nami, potem pa, da poskrbimo, da se nasitijo vsa lačna usta vseh živih bitij na tem planetu, ne glede na to, ali so iz človeškega, živalskega ali rastlinskega kraljestva. Vsaka oblika telesa je enakovredna. Vse je življenje. Rastline niso čisto nič manj vredne kot živali. Jedenje živalskih teles se ne razlikuje popolnoma ničesar od jedenja rastlinskih teles. Te stvari je potrebno vedeti, da se ne zapade v kakšne umske blodnje, v neiskrenost, v samoprevaro. Prioriteta je torej naprej, da se nasitijo vsa lačna usta, potem pa se bomo šli izboljševanja prehranskih navad. Jedenja mesa ni avtomatično povezano z nasiljem in tudi jedenje rastlin ni povezano z manj nasilja. Kajti za pridelavo rastlin se prav tako posega v naravno okolje številnih živali, uporablja se insekticide, pesticide, monokulture in vse to škodljivo vpliva tudi na živali, na živalsko kraljestvo. Ni torej vse tako enostavno, kot nekateri mislijo, ampak je celoten svet kompleksen sistem različnih oblik življenja, ki so vsi med seboj povezani in soodvisni. Toliko v razmislek.
Hvala za posluh in nasvidenje.